Tole je prav smešen, kako hoče industrija vse nategniti. Evo, gremo se pogovoriti. Ok. Kdaj me kar glava začne boleti, ko pride kakšen nov bike ven in pol so določeni testi zunaj, ki na neodvisne teste načeloma ne pokažejo glih te prave številke. In en kolo je včeraj ven prišel. Meni osebno, kakor mi je bil na začetku grd, zdaj, ko so ga pobarvali, pa ko ga vidiš na cesti, tako kako se pele, ne vem, mogoče mi je malo bolj všeč. Še vedno, bom tako rekel, med grdimi ta najlepši, se pravi Factor One. Mi je pa zanimivo, kako so marketinško zapeljali, koliko je to najboljš, ne vem kaj vse, ne vem koliko boljš od vseh drugih bajkov. No, in jaz sem šel pač to še pol preveriti, ne. In zadeva je kar daleč od resnice. Če gledamo po testu, ki ga je naredil zdaj Cycling News, pa se pravi te trditve, ki jih Factor trdi, je to kar orang različen, oziroma bom tako povedal. Pravijo, rečemo, da je 22% hitrejši kot SL8. Razlika od SL8, ki je pri 40 km/h je, mislim, da okrog 3 vate. Če greva gledat, če gremo gledat pri 30 na uro, mislim, da je to sam še dober vat razlike. Oziroma rečemo, da je 2 vata. Čakajte. Sem jaz to vse spisano, ne, tako da ne vem, kaj zdaj klej iz glave govorim. Ampak, evo, še vedno, če gledamo s kolesarjem gor, je hitrejši Cervelo S5 v primerjavi z Factorjem One. Se pravi, mene noben drug test ne zanima, kakor je kakor je s kolesarjem gor, ker ne vem, zakaj bi delal test brez kolesarja, koliko je kolo hiter, če pol s kolesarjem gor pač ni več najhitrejši. Ne vem, lahko mi razložite v komentarjih, ampak jaz pač tega ne razumem. Se pravi, Factor One pa Cervelo S5 sta samo v 0,04 vatih razlike. Zdaj Specialized SL8 je pri 40 km/h cirka 3,1 vat, moraš več moči uporabiti, se pravi, to je približno 10%, ampak če to damo v brzino, v kilometrih na uro je to, mislim, da samo 2% hitrejš. Se pravi, pri 40 na uro pomeni, da bi se vozil, rečemo, pol 42, se pravi, kje so dobili 22% hitrejš kolo, jaz tega ne razumem. Zdaj pa, če gremo pa na neke bolj rekreativne kilometre na uro, ne, tako kot se mi vozimo, je pa Cervelo S5, se pravi 11,63 vatov prišparajo z nekim baseline kolesom, ki so ga takrat imeli Trek Monde. Van Rysel, ki je pa na 10. mestu, je pa 9,15. Se pravi, razlike 2 vata pa pol. Kar pomeni, da pri 2 vatih pa pol, to ni ne vem kaj. Tudi rečemo, če gledamo pol tegale Bianchija, tega, ki ga bo Bahrain Merida vozil, tam na profi nivoju, so že kar velike razlike. Mogoče lahko še to najdem, samo moment. Mislim, da je pa že skoraj 18 vatov razlike. Rečemo pri 40 na uro, Scott Foil RC je 19,5 vatov boljši od base case, medtem ko Cervelo S5 je pa 27,57. Se pravi, to je pa 8
vatov, cela 4 razlike, se pravi, to pa je mogoče na nivoju profijev, se že pozna, ker to je pa 40 na uro, oni imajo pa povprečne, ne vem, tudi 45 in ne vem, lani na turu, koliko je bil na eni dirki, še celo 46 so imeli povprečno. Se pravi, moraš konstantno voziti, se pravi, če imajo average vate profi, kaj sem, okrog 300, morajo 3%, se pravi, da pride do 10 vatov več, 3% konstantno več voziti, kar v 3 tednih rečemo, da se akumulira. Zakaj jaz danes to toliko nakladam? Zaradi tega, ker mi je zanimiv, kakšne teste vse delajo možne, zato da pridejo do trditev, da lahko nekdo reče, da je njihov kolo boljš. Bolj pa hočem povedati, da so to neki testi, ki jih skoraj da ne, da so iz ritma potegnjeni oziroma so narejeni tako, da bo njihov kolo pač boljši izpadel. Ali je to s kolesarjem gor, je to pod kotom, kaj je sem kakšnim, brez kolesarja, a je to sam spreden konc brez kolesarja, itd. itd. Tako da ja, načeloma jaz mislim, da test, ki ga je treba gledati, je s kolesarjem gor, pa 40 na uro, pa 30 na uro, tako da mi, rekreativci, lahko vidimo, koliko dejansko je nek kolo boljši. Zdaj pa, da nam mogoče sam spluvu kolesa, ker mi je všeč pač ta napredek v kolesarstvu, da se pač razvija, da prihajajo neka nova kolesa ven. In meni osebno je, da sem pogledal reviewjev, po moje včeraj, ne vem, enih 5, 6, in kjer so si vsi zelo enotni, je, da je spreden konc zelo tog. In če je spreden konc zelo tog, pol tudi mislim, da je samo vzpenjanje na kolesu mora biti zelo v redu. Zdaj, če se motim, ne vem, še nisem stestiral, ampak če primerjam z tem našim nišom, zdaj, ki ga vozim, ker je spreden konc bolj tog, se čuti v klanc gor, ko pritisneš, da se kolo pač bolj premakne. In glede na to, kako je spreden kokpit narejen pri temu Factor One, se mi zdi, da bi ta kolo mogel biti tudi zelo dober za v klanc gor. Zdaj, a se motim, a se ne, to bomo videli s časoma, ga bojo vozili tako, kot ga ima Cervelo, rečemo, ker Vingegaard fura na vseh dirkah, tudi teh za v klanc, tudi Pogačar je vozil Colnaggota v klanc gor, pa kakor sem slišal, naj bi Pogačarju Colnaggota zdaj naredili, da je direkt na 6,8, tako da je to super, da se ga da toliko lahkega narediti. No, skratka, glede na to, kako je ta faktor narejen, jaz ne pravim, da ni ta najhitrejši oziroma med najhitrejšimi kolesi na trgu. Sam te trditve, da je toliko hitrejši, so pa malja za lase privlečene. Mi pa zanimivo, kakšne radikalne spremembe gre kolesarska industrija, samo zato, da je mogoče par procentov boljš. Za nas, rekreativce, težko verjamem, da bi kdo pač opazil, ker se mi zdi, da je bolj odvisna dnevna forma, kakor pa, da imate res ta najbolj izpopolnjen vse, ker jaz vem, od dnevne forme meni se lahko vati so lahko tudi 10% višji ali pa nižji, se pravi tukaj, če gledam, da bo pol igral to 30 vatov, ki je dnevna forma, ali pa 3 vate, ki je dobim za neko opremo, je to zelo, zelo majhna razlika. Nič, hotel sem vam ta video narediti, zato da, ker se mi zdi, da dosti ljudi ne preverja informacij, ki jih dajo ven, in je praktično v vseh industrijah podoben kot pa Apple, ki se s kolegom heca vsak let, ko pride ven, je 50% boljši procesor, hitrejši, kaj sem kaj, pač super, ne, sam načeloma vsi, ki uporabljamo, ne vem, jaz, ki imam tole kišto tule,
ti je enih 400% slabši od ta novega, kva je sem M neki procesorja, pa še zmeraj vse dela. Tako da nič, evo, to sem hotel sam povedati. Zdaj pa lahko zapišete dol v komentarje, kaj me prav zanima vaš mnenje. Mogoče kaj vam je pri temu ta novemu faktorju všeč? Pa če ste pred nakupom kolesa, se pravi v tem cenovnem razredu, se pravi 10 jurjev pa gor, vas ta kolesa zanimajo, ali bi imeli rajš kakšen, ne vem, kolo, ki je bolj navaden, tako kot sta rečemo Trek Madon SLR generacija 8 je na 4. mestu, potem Colnago rečemo je šele 6. po teh testih, vam bom zdaj še obrnil samo to, da boste videli. Tudi, ja, ne vem, še par drugih koles je, ne vem, Dogma rečemo je šele na 15. mestu po teh testih, sam 3 vate razlike v primerjavi s Specializedom. Tako da, to so tako majhne razlike, da pokaj damo mi v, ne vem, sploh oni, ki smo težji. Če dam jaz pri mojih 90 kilah, pa imam, ne vem, v klanc gor, ta najboljš leto sem vozil koliko 340 vatov average, skoraj pol ure. Pomeni, da je to 3 vate, a zračunamo še to, koliko je. Evo, sem zdaj dal, da vidim, kaj bo zračunal in me prav zanima. Po moje bo razlika, ja, manj kot 1 vat. Pa da vidimo, koliko bo še to. In dal sem se prav za 30 minuten klanc pri 15 km/h. Je pa razlike 0,16 vata. Se pravi, ja, ne vem, v klanc gor se ne bomo čisto nič boljš vozil, zaradi aerobenefitov se bomo pa lahko boljš vozil, zaradi tega, ker je spreden konc trši, pač še druge stvari so, no, ka meni pri temu kolesu, predvsem kar mi je všeč, je položaj, da si dosti bolj naprej nagnen, da si dosti bolj nad temu, nad gonilno osjo. Tako da iz tega stališča mi je super, bi ga imel rajš, če ne bi dal nekih neumnih klejmov ven, ki za moje pojme nobenemu ne koristijo. Tako da ja, ne vem, komentirajte spodaj, me prav zanima, kaj si vi mislite. Tako da, to je to, uživajte sončki, čau. Evo, pozabil sem samo še povedati, da do nedelje imate cajt, tisti, ki želite after ride, se pravi casual tekstil, t-shirt, pullover pa hlače. Mislim, da so res ugodno, pa se mi zdi, da je ful dobro izgleda na koncu, tako da imate cajt, da naročite, pa upamo, da bomo v najhitrejšem času vam to lahko dobili. Tisti, ki ste pa že naročili, imam pa zapisan in ja, se v naročili. Hvala, lep vikend, čau.